Pozdravljeni, dragi otroci! Danes vam bom prebrala pravljico z naslovom Kokoška, ki je želela videti morje. V kokošnjaku je napočil čas, ko je bilo treba nesti jajca. Kokoške so se tega lotile pod razneženim maminim pogledom in zelo težko jim je šlo. Le Karmela ni hotela ubogati. Jajca, kar naprej je treba nesti jajca. V življenju se da početi tudi kaj zanimivejšega. Karmela je raje poslušala kormorana Pedra, ki je pripovedoval o morju. Veliko je že prepotoval. In čeprav se je včasih zlagal, je kokoška navdušeno poslušala njegove čudovite zgodbe. Lepega dne bom tudi jaz šla pogledat morje, si je mislila. Nekega večera se je Karmela v trenutku, ko bi morala iti spat v kokošnjak, uprla. Nočem iti s kurami spat. Rada bi šla pogledat morje. Da bi šla gledat morje? Zakaj ne bi šla kar okoli sveta, ko si že pri tem? Karmelin oče še nikdar ni slišal take neumnosti. Ali mogoče jaz potujem? Da boš vedela, Karmela, morje ni primeren kraj za kokoši. Gremo, takoj spat. Karmela tisto noč ni mogla zaspati. Nazadnje je obupala in vstala. Odločila sem se, da grem na pot. Šla bom pogledat morje. Karmela je še zadnjič pogledala očka, mamico, brate, sestre, bratrance in sestrične ter se čisto potihoma odkradla iz kokošnjaka. Karmela se je pogumno pognala v noč. Dolgo je hodila, tako dolgo, da ni več čutila svojih ubogih nožic. Zjutraj je bil njen trud poplačan. Ko je priplezala na vrh peščine, je končno zagledala morje. Karmela je bila popolnoma prevzeta od čudovitega prizora pred seboj. Kako je lepo! Še lepše kot v Pedrovih zgodbah, je vzkliknila. Karmela je bila preplašena zaradi velikanskih valov in ni je mikalo zabresti v vodo. Raje je zidala peščene gradove, nabirala školjke in kljuvala rakce. Potem se je vrgla v morje. Spila je malo vode, glu, kašljala, pljuvala, deskala, plavala, se potapljala, prekupicevala in se celo polulala v vodo. Predvsem pa se hihitala brez konca in kraja. Začelo se je večeriti in Karmela si zaželela nazaj v kokošnjak. Toda strah in groza! Obala je izginila, trdnih tal ni bilo nikjer. Očka, mamica! Nihče se ji ni oglasil. Potrta in utrujena je Karmela zaspala, izgubljena sredi neskončnega oceana. Karmelo so na vsem lepem prebudili prediljivi kriki. Kokoš v morju! Zagledala je 3 velikanske ladje, 3 lepe karavele. Bil je veliki Krištof Kolumb, ki je ravno plul proti novemu svetu. Nenadoma je orjaški val vrgel Karmelo na krov Santa Marije. Oskubite tega ptiča in mi ga skuhajte, je ukazal kapitan. Karmela si ni prav nič želela, da bi jo pojedli. Da bi jo očarala Krištofa Kolumba, mu je povedala zgodbo o svojem neverjetnem potovanju. Dovolj, jo je prekinil Krištof Kolumb. V lonec z njo! Počakajte, gospod kapitan. Jajce! Obljubim, da vam bom za zajtrk vsako jutro znesla sveže jajce. To bo Kolumbovo jajce. Takoj se je ugriznila v jezik. Ojoj, znesti jajce. Tega nisem še nikoli naredila in tudi mamice ni tu, da bi me naučila. Pa se ne more biti tako težko. In se je lotila dela. Pa sem ga! Znesla sem ga! Mala malica! Znesla sem jajce! Na krovu karavele so minevali tedni. Kokoška je nekega jutra, potem ko je znesla 31. jajce, na obzorju zagledala obalo in velikanski gozd. Karmela je odkrila Ameriko. Hitro! Poiskati moram primeren kotiček za izkrcanje. Že več tednom sanjam o slastnem svežem črvu. Iz sence orjaških dreves je opazoval petelinček.
Kaj takega, popolnoma bela kokoška. Karmela je malce plaho stopila bliže. Dober dan, ime mi je Karmela. Jaz pa sem Pitikok. Prihajam z daljnega kokošnjaka onstran morja. Olala, oddaleč prihajaš. O, kako zelo rdeč si, Pitikok. In ti, kako zelo lepa si, Karmela. Pridi, da te predstavim staršem. Očka, mamica, uganite, kdo prihaja na večerjo. Tistega večera so Karmeli na čast priredili praznovanje. Pitikok, rada bi te nekaj vprašala. Zakaj imajo vaše kokoši gole ritke? Taka je navada. Indijanci uporabljajo naša najlepša peresa za lepotičenje. Karmela, pojdi z mano v skrivališče, za katero nihče ne ve. Tam bova bolj brez skrbi. Odlično! Veš kaj, smem vzeti še nekaj teh rumenih bombonov? To niso bomboni, temveč koruza. Pitikoka je zanimalo vse o Karmeli. Imaš kaj bratov, sestra? Kakšna je vaša hiša? Karmela mu je pripovedovala o starem kokošnjaku in o svojem velikem prijatelju kormoranu Pedru. Kako smešna je pomislil Pitikok. Veš kaj, Karmela? Prosim, Pitikok, če se strinjaš, te bom jutri peljal na ogled moje dežele. In odšla je s Pitikokom, ki jo je vodil. Minevali so dnevi in ugotovila sta, da jo veselijo iste stvari. Še nikdar nista bila tako srečna. Pitikok, slišiš indijanske bobne? Ne, moje srce tako močno razbija, ker si z menoj. Karmela in Pitikok sta se vrnila v kokošnjak rdečih kokoši. Bila sta nerazdružljiva. Tralala, ljubček in ljubica, tralala, ljubček in ljubica. Čas je hitro mineval. Krištof Kolumb je dal razviti jadra svoje karavele. Pitikok je imel Karmelo tako rad, da je sklenil odpotovati z njo. Poslovil se je od domačih. Ojej, se je cmerila njegova mama. Vzgojiš otroka, lepega dne pa te zapusti. Karmela in Pitikok sta po več tednih končno stala pred starim kokošnjakom. Hej, poglejte, kdo se je vrnil. Karmela je prišla nazaj. Mamica! Piška moja, daj, da se ti ogledam. Kako si zrasla, postala si prava dama. In kdo je ta očarljivi mladi petelinček? Ime mi je Pitikok, gospod. Dobrodošel v našem kokošnjaku, fant moj. Karmela in Pitikok sta naslednjo pomlad vsa ganjena gledala, ko se je izvalil njun prvi otrok, srčkan majhen piščanček, ki sta mu dala ime Karmelito. Čez nekaj mesecev. Karmelito, čas je, da prideš domov. Že, samo še malo, mamica. Gledam, kako se zvečer desketa ne bo. Čas je, da greš spat. Spat, kar naprej spat. Nočem iti spat s kurami, je godanjal Karmelito. V življenju se da početi tudi kaj zanimivejšega. Rad bi šel med zvezde.